V Sloveniji bomo 22. marca volili poslance za nov sklic državnega zbora. Prav tako tudi v Pomurju in iz Pomurja sta kandidata za poslanca Jožef Horvat, skupne liste NSI, SLS in Fokus. Pozdravljeni. Dober dan. In Dejan Židan, kandidat stranke SD. Pozdravljeni. Dober dan. Najprej vprašanje za vas. Pomurje je med gospodarsko šibkejšimi regijami. Kakšen je vaš konkreten načrt za nova delovna mesta tukaj? Država ni narejena za to, da bi ustanavljala podjetja ali pa tovarne. Država mora ustvariti okolje, v katerem zasebna iniciativa razvije podjetniške potenciale, intelektualne potenciale, kulturne, umetniške in tako naprej. Ključno pa je, da to, kar imamo mi, kar nam je narava dala, recimo geotermija, možnosti za razvoj turizma, da to izkoristimo, in ključno je, kar pa seveda velja za celo državo, davčna politika. Tukaj je Golobova vlada je dejansko glede davčne politike zašla, je preveč stiskala gospodarstvo, kar pa tudi se odraža v tem, da BDP v času Golobove vlade dejansko konstantno pada. Dejan Židan? Ja, repliko verjetno kasneje. Tisto, kar je potrebno povedati, da pod našim ministrom Aleksandrom Jevškom smo končno prišli do zakona o regionalnem razvoju, ki omogoča, da se vsaka regija specifično razvija. Torej, ukrepe, ki jih izvaja Ljubljana in koristijo Ljubljani, ni nujno, da koristijo tudi Pomurju, in to je sedaj narejeno. Kot drugo, imamo tu nekatere ključne investicije sedaj v Pomurju. Gledamo sicer najbolj biotehnologijo. Tisto, kar je po meni zelo pomembno, je pa tudi, da vedno bliže smo temu, da bo Jožef Štefan prišel v Mursko Soboto. Torej, takšni koraki so tisti, ki nam dajejo optimizem. Drugače pa, ja, kakor se bo razvijala Slovenija, se bo razvijalo tudi Pomurje. Dobro pa je, da Pomurje sedaj že nekaj let se razvija tudi hitreje. Tako da trendi v Pomurju so dobre. Morda kakšna replika, Jožef Horvat? Mi smo ta zakon, o katerem govori kolega Dejan, podprli. Nujno rabimo skladni oziroma skladnejši regionalni razvoj, ampak če gledamo sprejeti proračun za letošnje leto, pod Golobovo vlado, vidimo, da spet, in to že 4. leto zapored, Pomurje z naskokom najmanj sredstev po glavi prebivalstva dobi za projekte, za investicije. In mene na nek način boli srce, čeprav razumem, da v Pomurju ne bodo mogla biti ministrstva in državne inštitucije in tako naprej, boli me pa srce, ko se v petek popoldne peljem iz Ljubljane domov v Prekmurje, da na vsak prevožen kilometer poprečna bruto mesečna plača pade za 2,5 evra. Izvolite še meni repliko. Dejstvo je, da število denarja je dosti enako število vlog. In zato je sedaj pomembno, da pridemo do regionalnih razpisov, ker bo denar v vsakem primeru ostal v regiji. Področje, ker pa sem jaz pristojen, to pa je med drugim tudi šport, pa moram povedati, da pa je ravno obratno. Če 100 odločb leti po celi Sloveniji, jih vsaj 16% pride v Pomurje, in v tem času smo financirali ali pa celo izgradili 41 novih športnih objektov. Ostajamo v Pomurju. Jožef Horvat, ali podpirate posebne davčne olajšave za podjetja ali posameznike, kot ste omenili, ki vlagajo v Pomurje? Absolutno, to bi bilo dobrodošlo. Mi sicer tega nimamo striktno v programu, moram priznati. Imamo pa v našem programu natančno razdelano davčno zakonodajo, dohodnina recimo. Zdaj imamo splošno olajšavo 5200 evrov, mi bi začeli splošno olajšavo 8000, morda 8500, in do leta 2029 bi prišli na 10500 splošne olajšave. Zakaj o tem govorim? Zato, ker bi na ta način rešili tudi problematiko delavcev migrantov, ki se iz Pomurja vozijo delati v Avstrijo. Teh je po nekih ocenah okrog 12 000. Dejan Židan? Ja, poglejte, vsak specifični ukrep, ki Pomurju koristi, ga je potrebno sprejeti. Nekaj pa let potrebno povedati. Vsi se strinjamo, da so v Sloveniji plače obremenjene preveč. To pa ne velja. Ne za dobiček, ne za premoženje, in tudi tako radi, ko se nekateri primerjajo s Hrvaško, je tam davek na dodano vrednost čisto drugače visok kot v Sloveniji. Torej, ja, nižanje plač, ampak nekje bo ta denar potrebno vzeti. Kajti, če se ne vzame, potem pa vprašanje, ali bomo znižali stvari, ki so vezane na šolstvo, na zdravstvo ali kaj podobnega. Izvolite.
Mogoče samo še en podatek, sem vesel, da govoriva z številkami. Poglejte, Golobova vlada je na letni ravni dvignila obremenitve tako fizičnih oseb, kot tudi gospodarstva v skupni vrednosti 1,5 milijarde. In zdaj se mi sprašujemo, ali mi za to 1,5 milijarde kaj boljše živimo ali ne. In to je problem. Drugo, kar pa morda prej, samo en stavek, kar prej nisem do kraja razvil, naravne danosti, recimo geotermija. Mi smo v času prejšnje vlade sprejeli eno uredbo, ki nekako umilja oziroma bolj spodbuja eksploatacijo geotermalne energije, ampak ta oblast, ki sicer ministrstvo ni v domeni Socialnih demokratov, ampak Svobode, je iz neke kljubovalnosti ponovno zaostrila te zadeve in to se nam ne zdi vredno in to bomo popravili. Govorite kot kandidat seveda Pomurcev za poslanca v naslednjem sklicu. Izvolite, Dejan Židan, na repliko. Ja, res je in tudi moja stranka, tudi jaz priznam, da bremena niso v tem trenutku pravična. Ljudje obremenjeni preveč, kdo drug pa tudi premalo. Ampak da ne bo občutka, da ne skrbimo za gospodarstvo. Samo v letošnjem letu ima gospodarstvo tudi preko našega ministrstva na razpolago skoraj 1 milijardo evrov za to, da se lahko hitreje razvija. Smo pri naslednjem vprašanju, prav tako ostajamo v Pomurju. Zakaj se mladi po študiju ne vračajo v Pomurje oziroma v regijo, o tem govorimo že dolgo časa, in kako to spremeniti? Jožef Horvat, izvolite. Če sem prej govoril, da popolnoma razumem, da ne moremo v Pomurju imeti 5-6 ministrstev, to je iracionalno. Problem pa je, da dejansko v Pomurju praktično nimamo nobene visokošolske inštitucije. No, Alma Mater Europeja izvaja tu nekaj visokošolskih programov, kapo dol, v prejšnji vladi smo tudi uredili koncesije. Kaj vidim ves ta čas? Vidim to, da ko iz Pomurja študent gre študirati v Ljubljano, je velika verjetnost, da bo tam tudi ostal. Če študira v Mariboru, je nekoliko manjša verjetnost, da se ne bo vrnil v Pomurje. Pomembno pa je to, kot so recimo zasebne investicije, ne državne, recimo Lek v Lendavi, in zdaj posledično tudi novi program farmacije na Univerzi v Mariboru. To so dobre poteze in v tej smeri je potrebno tudi delovati. Hvala, Dejan Židan. Dejstvo je, da je kvaliteta življenja v Prekmurju, v Murski Soboti, Pomurju pomembno boljša, kot je v Ljubljani. Pa je 100 argumentov, zakaj je tako. In tudi zato se nekateri mladi vračajo. Tisto, kar je pa naša težava, pa je, da je premalo na razpolago dobro plačanih delovnih mest, ki zahtevajo visoko izobrazbo. Je preboj sedaj, mimogrede, tako velike investicije in tudi sofinanciranja v Pomurju za strani države še ni bilo. Naslednji korak je tudi oddelek, ki ga bo odprl verjetno. Zelo blizu smo tega, Jožef Štefan v Murski Soboti, in teh korakov še nekaj potrebujemo. Torej, naša skupna naloga je, da pomagamo ustvarjati tudi s pomočjo države delovna mesta, ki bodo dobro plačana, ker nekatere državne inštitucije pa lahko vsaj preko oddelkov pa začnemo seliti v Mursko Soboto, v Prekmurje, v Pomurje. Jožef Horvat, replika. In dodatek. Ključno je to, da mora politika ustvariti eno dobro, pozitivno klimo, eno dobro okolje, ene dobre odnose. Potem bodo podjetja kar sama razvijala. To ni naloga države, da bi država gradila fabrike in tako naprej. Ampak, če imate vi zdaj eno politiko, ki jo vodi dr. Robert Golob, tašno, da so podjetniki, gospodarstveniki, neke vrste razredni sovražniki, še več, da jih izganja iz države na Hrvaško, celo v Bosno in tako naprej. Vidite, to ni dobra klima. Država mora tiste, ki ustvarjajo, potrepljati na nek način. To ne pomeni, da jih mora oproščati plačila davkov. Davki so obvezna zadeva. In če država zaupa davkoplačevalcem, potem je treba pravila spoštovati. Da ne bi slučajno na kraj pameti prišlo davkoplačevalcem, da bodo izigravali sistem. Dejan Židan, želite replicirati? Izvolite. Ja, poglejte, vsaj v Sloveniji nas je mogoče nekoliko premalo, ki vemo, da je gospodarstvo nujno potrebno. Mi imamo na svetu države, kjer je gospodarstvo močno, pa je ljudem težko, recimo Amerika, ker večina ljudi zelo težko živi. Nimamo pa primera države, da ljudje živijo bolje, gospodarstvo pa ni v zelo dobri kondiciji. To je prva stvar. Druga stvar pa, ob vseh ukrepih, ki vsi govorimo, bi mogoče en ukrep bil najbolj pomemben. V politiki bi potrebovali več ljudi, ki so vsaj del življenja imeli nalogo, da pomagajo zaslužiti plače, ki se potem lahko izplačajo, ki vedo, kaj je načrtovanje v gospodarstvu in kako dolgo traja pa tudi prilagajanje v gospodarstvu. Torej,
sam tudi poslanec, ko se gibljemo tako v parlamentu pa drugod, ni enako razmerje gospodarstveniki in vsi ostali. V politiki v tem trenutku premalo ljudi, ki imajo konkretno gospodarsko izkušnjo in tudi zato so kakšni ukrepi ne preveč primerni. V tem primeru pa se strinjava, zato ker sva dejansko oba prišla v politiko iz gospodarstva. Trenutek, Jožef Horvat, bi podprli ustanovitev posebne razvojne agencije za vzhod Slovenije, ki bi se načrtno ukvarjala samo s tem. Ja, absolutno. Ker imamo dobre izkušnje. V času Pahorjeve vlade, in sem tu Borutu Pahorju kot predsedniku vlade in kasneje predsedniku republike, vedno, ko se srečava, zelo hvaležen, takrat je bil sprejet razvojni zakon za Pomurje. Res je, bil je razvit zaradi tega, ker so veliki gospodarski sistemi v Pomurju propadli in je dejansko bila velika tudi socialna kriza. Ampak ravno zato, ko pravim, da je glede razvitosti Pomurje caplja, ne, ima pa zelo dobre naravne pogoje, zelo dobro geostrateško lego in ja, bi bil za to še več. Mi bi morali, ker imamo neka znanja na področju geotermije, v Pomurju ustanoviti tudi eno agencijo za eksploatacijo geotermalne energije po vzgledu recimo Nizozemske. Tam to agencijo vodi, ne boste verjeli, Slovenec. Dejan Židan, kakšno je vaše mnenje o tovrstni agenciji? Moja življenjska izkušnja je, da nova agencija, novi zavod, nove državne službe pogosto ne pomenijo čisto nič, razen nove zaposlitve za slovensko uradništvo. Jaz mislim, da bi bistveno več naredili, če bi našli način, da te razvojne agencije, ki jih imamo v Pomurju in širše, na nek način motiviramo, da se združijo, delujejo enotno in potem bi produkti bili regionalno pomembni, ne pa samo občinsko pomembni. Zdaj, če smem? Izvolite. Druga pot, kot pa ustanovitev samostojne agencije, pa je regionalizacija. Mi v Novi Sloveniji, Slovenski ljudski stranki in Fokusu to ves čas zagovarjamo. Ne nazadnje regionalizacijo imamo zapisano v slovensko ustavo in zagovarjamo načelo subsidiarnosti. Zdaj v času Golobove vlade tega interesa ni bilo. Mi bomo na tem delali, če nam bodo ljudje zaupali, bomo v naslednjem mandatu, tam v drugem, tretjem letu mandata pokrajine tudi ustanovili. Rabimo pa seveda ustavno večino za zakon o ustanovitvi pokrajin. Dejan Židan, izvolite replicirati. Vse poznate, imeli smo leve in desne vlade. Nobena vlada tega ni speljala, pa bi morala. Sam kot Pomurec seveda podpiram, da imamo regije. Meni osebno bi bilo sprejemljivo tudi to, kar je bila ideja župana Kardinara, da je Pomurje pilotna regija. Dajte nam možnost, da sami testiramo v naravi, kaj pomeni regionalno obnašanje, ostali pa sledite, ko vas prepričamo. Tako pa smo pri naslednjem vprašanju. Kaj je vaša politika konkretno v preteklosti prinesla Pomurju? Jaz sem hvaležen mojim volivkam in volivcem, da so mi že 5-krat zaupali mandat v državnem zboru. Iz prvega mandata, lahko rečem, izgradnja pomurske avtoceste, otvoritev je bila 14. avgusta 2008. V tistem mandatu tudi projekt tako imenovane dolinske kanalizacije, 6 občin in začetek, mislim, da največjega kohezijskega projekta, to je Pomurski vodovod. In ki smo ga v času prejšnje vlade tudi uspešno zaključili. Tako da nekaj stvari smo realizirali. Ključno pa se mi zdi to, s kolegom Dejanom so večkrat bila člana kluba pomurskih poslancev. Mi moramo vkup držati, prosto po Antonu Trstenjaku, če želimo tudi za Pomurje kaj narediti. Obžalujem, da v tem mandatu, ko smo na dan konstitutivne seje državnega zbora podpisali poslovnik kluba pomurskih poslancev, da se pa potem so nekateri iz koalicije dejansko to soglasje raztrgali in ves mandat tega kluba nismo imeli. Obžalujem. Dejan Židan, izvolite. Mogoče kot svoj največji uspeh štejem to, kar je že bilo povedano, Pomurski vodovod. Jaz v nekem trenutku postal minister za kmetijstvo in okolje in takrat so posod po Sloveniji naš vodovod vreden 150 milijonov že odpisali. Vem, kako težko je bilo. Vsa administracija, ki odloča, je morala enkrat mesečno sedeti v Pomurju, da smo reševali probleme, da smo naredili to, kar je bilo potrebno. To je bila največja investicija, skoraj 150 milijonov, seveda iz 3 delov razdeljena. Druga stvar, ki jo štejem,
je bilo tudi v tistem mandatu, torej posebni ukrepi ob propadu Mure, ki so marsikaj koristnega prinesli. Tisto, kar pa mogoče v tem mandatu je tako pomembno. Nekatere največje investicije v turizmu se v tem trenutku dogajajo v Pomurju, znotraj te vlade. Nekatere največje investicije v šport se znotraj te vlade v tem trenutku dogaja v Pomurju. Da pa ne govorim o tej veliki investiciji v Pomurju, ki je povezana z biotehnologijo. Zakaj je to pomembno? To investicijo je bilo zelo težko dobiti. In ob tem, da vsi govorijo, da je za gospodarstvo nekaj narobe, so zelo jasno povedali, mi želimo investirati v Slovenijo, kakor tudi marsikaj drugje, Renault in podobno. Tako, izvolite, Jožef Horvat. Tukaj pa se strinjam, ker je ulikano tudi, da se kakšno delo pohvali. Ko je bil kolega Dejan minister za kmetijstvo in okolje, je Pomurski vodovod dobil zagon. Žal potem, ko si ti odšel, je spet nekako ta projekt šel v predal in dokončno smo ga, predvsem za sistem B, to je koliko 10 goričkih občin, smo ga pa potem zagnali v času prejšnje vlade in tudi zaključili, spomnim se, 37 milijonov evropskih sredstev. Še gospod Židan bo repliciral? V bistvu bom samo povedal, da na neke točki mislim podobno, saj to ni edina. Marsikje se normalni ljudje strinjamo, ne? Klub pomurskih poslancev je v parlamentu bil inštitucija. Klub pomurskih poslancev je bil včasih tako zelo močan, da je bil močnejši kot posamezne politične stranke. In jaz se spominjam, ko smo bili ti gospod poslanec, gospod Jurša pa jaz, nekdo je bil v opoziciji, nekdo v koaliciji, ko smo nekaj dogovorili, kaj je potrebno narediti, smo naredili, ker je bil to klub, ki so ga upoštevali. In jaz kar trpim, ko ne vem, kaj ste z njim naredili, da v tem mandatu ta klub ne funkcionira tako, kot bi moral. Koalicija je odpovedala članstvo. Ja, kolikor jaz vem, imamo tu koalicijske in opozicijske poslance. Ja. Tako. Ja. V redu, gremo k naslednjemu vprašanju. Kmetijstvo in prehranska varnost, kajti Pomurje je izrazito kmetijska regija. Ali so subvencije pravično razdeljene med male in velike kmete? Jožef Horvat, kakšno je vaše mnenje? Jaz sem veliko med ljudmi, seveda tudi med kmeti in mali kmeti niso zadovoljni. In tukaj moramo zadevo spremeniti in to imamo tudi v našem programu narejeno. Iz nekih zgodovinskih razlogov imamo seveda mi tudi male družinske kmetije. Družinske kmetije so prihodnost. To je že minister Jože Osterc pisal v strategiji razvoja slovenskega kmetijstva. Zdaj, v zadnjem času vidimo, da obžalujem, da ministrica za kmetijstvo ni kos svoji nalogi. Bi raje videl kolega Dejana, da bi bil na njeni funkciji. Dejan Židan, še vaš odgovor, če so subvencije pravično razdeljene? Saj poznate, kakršnakoli bo subvencija, tisti, ki jo dobi, bo na glas govoril, da je premajhna. Ni pa nujno, da tako tudi misli. To je prva stvar. Druga stvar, kaj je potrebno povedati, je, da v bistvu imamo koncentracijo kmetijstva tudi v Pomurju. Nekatere družinske kmetije postajajo velike in postajajo večje kot nekatera kmetijska podjetja in to se dogaja povsod. Tisto, kar bi pa si jaz želel v ozadju, pa je socialni program za kmetije, ki tega ne spremljajo. Nam je uspelo, vsaj ko sem bil jaz minister, da smo zavarovali kvalitetna kmetijska zemljišča. Tisto, kar je pa sedaj tveganje za slovensko kmetijstvo, pa je nerazumevanje nekaterih ljudi, ki tudi odločajo, da Slovenija ima neznačilno strukturo kmetijskih površin. Mi imamo 2/3 travinja in 1/3 pol. Ko ima država 2/3 travinja in želi izganjati živinorejo, pomeni, da dela nekaj zelo slabega. Gremo k naslednjemu vprašanju, oziroma k repliki. Izvolite, gospod Jožef. Ja, tudi sam bi rad glede izganjanja živinoreje kakšen stavek povedal. Glejte, ta neka ideologija celo v tem delu, kaj moramo mi jesti, kaj morajo naši otroci v vrtcu jesti, to je, oprostite, norost. Ne? Norost. Tukaj imamo stroko, stroka mora povedati, kako mora biti naš krožnik sestavljen in izjave, da je slovenska živinoreja problem glede emisije toplogrednih plinov, so neumnost. Stroka nam natančno izmeri, recimo Kmetijski inštitut Slovenije, da slovenska živinoreja v Sloveniji k emisiji toplogrednih plinov prispeva samo 1,2%. Dejan Židan, izvolite. Ja, strukturne spremembe v kmetijstvu se bodo dogajale. Je pa napačno, če država pospešuje tako, da kmetijstvo tega ne zmore. In to se mogoče dogaja. Kot drugo pa še enkrat bi rad povedal, ne?
Takrat, ko se dogajajo strukturne spremembe, nihče ne sme odzadaj pustiti tistih, ki temu ne morejo slediti. Temu se reče socialni program, ki ga pa v tem trenutku za kmetijstvo žal nimamo. Tako pa smo pri naslednjem vprašanju, ki se prav tako dotika pomurskega kmetijstva. Kako zaščititi pomurske pridelovalce pred poceni uvozom? Jožef Horvat. Brez državnih intervencij. To spet, kar je povedala, kar je dejansko predsednik vlade Robert Golob naročil, še v času ministrice Andreje Šinko, da je treba z vidika države intervenirati na cene živilskih proizvodov. To ni dobro, ker kaj se zgodi? Zgodi se preprosto to, ravno to, kar omenjate, da dobimo iz uvoza morda tudi z vprašljivim poreklom meso, naprimer, pa tudi kakšne druge prehranske proizvode. Doma pa imamo zdravo predelano hrano, kjer jo natančno kontroliramo, tisto, kar zraste na njivah, pa tudi tisto, kar je prejeno v štali in oziroma potem tudi zorjeno v klavnicah. Bili ste v enem sklicu ministra za kmetijstvo, gozdarstvo. Kakšno je vaše mnenje? Kako zaščititi pomurskega kmeta pred poceni uvozom? Če bi kdo želel povedati, da je možno zapreti slovenski trg pred evropsko hrano, to pomeni, da je predtem potrebno izstopiti iz Evrope. Mi imamo znotraj Evropske unije enotni trg, kar velja tudi za kmetijstvo. Tako da, če kdorkoli govori, da bo lahko preprečil uvoz hrane drugot iz Evropske unije, to teoretično ni možno, dokler smo člani. Lahko pa nekaj druga počnemo. In tisto, kar smo nekaj časa tudi vsi skupaj uspešno počeli, je, da smo imeli zelo jasen dialog z potrošnikom, zakaj je ne samo za njega, njegovo okolico in državo koristno, da išče slovensko hrano tam, kjer je na razpolago. In kot drugo, da smo pomagali slovenskemu kmetu, da razvija nove produkte, zlasti tiste, ki v Sloveniji manjkajo. Je pa tu treba nekaj povedati. A lahko je Slovenija na vseh področjih samozadostna? Ne more biti. Mi imamo kar višek proizvodnje mleka zaradi naravnih danosti. Nam je uspelo, vsaj ko sem bil jaz nekoč kmetijski minister, da smo imeli podoben cilj kot Švicarji. In to je, da žita, najbolj pomembna za prehrano, je potrebno zviševati. Mislim, da takrat, ko sem končal z mandatom, smo že prišli na 75%. Zakaj je pomembno? Ker stopnja varnosti, ki jo recimo Švicarji sledijo, je pa 85%. Torej smo bili že zelo blizu. In naj bi si želel, da bi tako pametno politiko Slovenija pri prehrani vodila naprej, ker da smo trenutno prehransko varni, ni nujno, da bo tako tudi v prihodnje. Jožef Horvat, izvolite. Zdaj imamo to priložnost, oziroma bolj točno v naslednji finančni perspektivi, 28-34. Takrat nam bo Evropa dala, v tej smeri grejo pogajanja, nam bo Evropa dala državi Sloveniji eno košaro evropskega denarja. In mi bomo sami rekli potem, koliko iz te košare bomo vzeli za razvoj kmetijstva, za subvencije in tako naprej, v okviru skupne evropske kmetijske politike, koliko za kohezijske projekte in tako naprej. Prej smo govorili o subvencijah. Jaz ne pristajam v to, da se dajo subvencije ne za proizvodnjo hrane. Naj se dajo izključno za proizvodnjo hrane. Ne pa, da nekdo, ki ima veliko denarja, kupi velike kmetijske površine, potem jih ozeleni, pa potem to zmulča. Koliko hrane smo od tega dobili? Nič. Mi te subvencije moramo usredotočiti na proizvodnjo hrane in spomnim se državne sekretarke, ki je bila pri kolegu Dejanu, izjemna gospa, poznavalka evropske kmetijske politike, in enkrat sem na odboru zdaj Evropske unije spraševal, gospa državna sekretarka, kdo je zdaj pri tej evropski skupni kmetijski politiki zmagal? Ali kmetje ali okoljevarstveniki? Odgovor je bil okoljevarstveniki. Res je, da mi je to povedala na hodniku, ampak zdaj lahko to javno povem, ker je že toliko let za tem. Gospod Dejan Židan želi replicirati. Ja, gospod državna sekretarka sedaj tudi kandidira na naši listi, tako da če bo izvoljena, bo to res neka korist za slovenskega kmeta. Ampak v resnici, da je skupen koš za regionalno politiko in za kmetijstvo, je izjemno nevarno za slovensko kmetijstvo. Zakaj? Ker v večini držav, tudi v Sloveniji, je regionalna politika v resnici močnejša kot kmetijstvo. In jaz upam, da bo tu meja zelo jasno potegnjena, kajti drugače se bodo dogajale stvari, ki se jih mi ne želimo. In še zadnje vprašanje, kar se tiče kmetijstva. Bi bilo morda dobro, da bi javni zavodi, kot so šole, vrtci, bolnišnice, odkupovale od lokalnih kmetov ena izmed rešitev ali vzpodbud tudi v Pomurju?
Ja, absolutno. Saj ta možnost je že. Politika nekako nagovarja javne zavode, šole, bolnice in tako naprej, da kupujejo lokalno hrano. Problem je pa v tem, da tu mora biti seveda javno naročilo, ker pa je glavni faktor pri odločanju cena. In te zadeve moramo spremeniti. Meni je žal, da morajo otroci v osnovnih šolah, pa ne generalno, ampak tu pa tam pa gotovo jesti neko sadje ali pa meso iz uvoza z vprašljivim poreklom. Gospod Dejan Židan? Ja, poglejte, v nekaterih delih države to funkcionira boljše kot Pomurju, kjer so zadruge močne. Zakaj? Ker javni naročnik, tudi šola, potrebuje neke vrste ves čas dobavo. Ne samo takrat, ko je tržni višek, in takšno dobavo je možno imeti samo v primeru, če so v ozadju možne zadruge, in to pa nam tudi v tem trenutku Pomurju manjka zelo. Gremo k zdravstvu, kar je še ena izmed perečih tem sploh v zadnjem času. Kako zagotoviti več specialistov v regiji? Zdravstvo je res problematično področje, tako pravijo ljudje. In to tudi mi sami vemo. Zakaj pravim ljudje? V sredini januarja je Inštitut Mediana spraševal državljanke in državljane, katera so tista vsebinska področja, o katerih bi morale politične stranke predstavljati svoje rešitve. Več kot 3/4 ljudi je reklo zdravstvo. Mi moramo narediti večje vpise. To, kar je gospod Golob zdaj nedolgo nazaj govoril, koliko več je bilo vpisov, to ni res. Ni res, ker treba pogledati dejanske podatke. In predvsem pa, kaj se je šel Golob, tukaj nismo edini, šel se ene svete vojne proti zdravništvu. In spet govorim o neki klimi, o nekem stanju duha, ki mora biti prijazno. Vsi smo v tej državi krvavo potrebni in ne more politika kar nek sloj zelo pomemben oklofotati. Dejan Židan? Zdaj dejstvo je, da je vprašanje, kako to, da so čakalne vrste, da so težave ob tem, da je toliko več denarja vsako leto v zdravstvu, ob tem, da število zdravstvenega kadra narašča, kako je to možno. Jaz se spominjam leta nazaj, ko sem bil še parlamentarec, pa sem začel primerjati 15-letne podatke znotraj slovenskih bolnišnic, in potem, ko sem ugotovil, da je v 15 letih se število zdravnikov povečalo za 50%, približno podobno tudi medicinskih sester in tudi financiranje. Število storitev pa samo za 2%, je takoj vprašanje, kaj se pa dogaja. In potem je bila takrat moja ideja, moj predlog, ki je še vedno prisoten, in to je, da vkolikor ne znamo standardov sami dovolj jasno postaviti, dajmo jih pripeljati, dajmo jih odkupiti od Finske, od Nemčije, ker tisto, kar pa najbolj boli ljudi. Kako je možno, da isti zdravnik, ki v času, ko ga država plačuje, pa plača kljub vsemu kolikor toliko korektna, 7-8 ur naredi toliko, v 4 urah kasneje, nekaj drugje pa mogoče dosti več. In to pomeni, da v bistvu je potrebno bistveno več narediti na učinkovitosti, zato ker količina denarja, ki je v sistemu, je pa v tem trenutku izjemno visoka, velika. Izvolite. Ta količina denarja je zdaj praktično se podvojila od leta 2022 do lanskega leta, oziroma do letos. Govorimo o nekih približno 7 milijardah. Se strinjam, vsak zdravstveni zavod, inštitucija, zdravstveni dom, bolnica, klinični center ima svojega direktorja. Direktor mora organizirati delo. In verjamem, da se tukaj trudijo, verjamem, in si ne bi upal kar tako na glas, ker politikova beseda je zelo pomembna, ima neko posebno specifično težo, posebej, če jo izgovori predsednik vlade, si ne bi upal kar tako govoriti, da zdravniki premalo delajo, da sami podaljšujejo čakalne dobe, da pa potem privatizirajo popoldne. In to je ta sveta vojna, o kateri jaz govorim. Če zasebna zdravstvena inštitucija, koncesionar, zna delo dobro organizirati, zakaj potem tudi ne bi državna? Mi smo za javno zdravstvo, kaj pa to pomeni? To pomeni, da se zdravstvene storitve plačujejo iz javne blagajne, ki jo vsi polnimo. Mene kot pacienta, ki nujno potrebujem neko storitev, operacijo, karkoli, pa res ne briga, kdo je lastnik neke bolnice, klinike, zdravstvenega doma in tako naprej. Glavno, da dobim takoj kakovostno storitev in da jo plača ZZZS.
Dejan Židan, želite replicirati? Ja, poglejte, jaz osebno poznam izjemne zdravnike, medicinske sestre, druge zdravstvene delavce, tako znotraj javnega, znotraj koncesionarjev, ki je tudi javno, znotraj zasebništva, ki v resnici vse naredijo in izgorevajo za to, da ljudem pomagajo. Poznam pa tudi drugačne. Ne? Torej, rečete, pač je neka statistika prisotna. Dejstvo pa je, da jaz ne verjamem, da lahko gremo korak naprej, če ne bomo bolj jasno povedali, koliko je treba narediti in po kakšni kvaliteti. Temu se reče standard in normativ. Ne verjamem, da v tem trenutku smo sposobni v Sloveniji ob vseh slabih navadah, kar jih imamo, to sami narediti, ampak mi smo del Evropske unije. Fakultete so podobne. Zakaj ne bi standardov in normativov uvozili iz držav, ki so nam zgled? In še izvolite, gospod. Zdaj se je predvsem pri levici ustvaril nek sovražni odnos do zasebnega sektorja, ki je del javnega zdravstva, recimo koncesionarji. Češ oni privatizirajo, oni mlatijo dobičke, tako po domače, da povem, ne? In tu je zdaj veliki problem. Ne vidi pa levica, recimo, ki je tu najostrejša, pa ne vidi problema v tem, če vi greste zdaj pa na Hrvaško po neko zdravstveno storitev, jo tam dobite, plača pa kdo? Je zdravstvena zavarovalnica. Se pravi, tam lahko, doma pa ne. Nehitro še replika, da je že. Ja, je eno vprašanje, ki je legitimno v tem trenutku, in to je, kako recimo, če podobna storitev podobno plačana pri javnem, recimo nekje v bolnišnici ali pa pri koncesionarju, kako lahko koncesionar za podobno plačano storitev ustvari dobiček, javna bolnišnica pa minus. Se poznate, kaj sprašujem. Zopet smo pri učinkovitosti in mi na to vprašanje moramo zelo jasno odgovoriti. Ja. Tako in še sklepno vprašanje, s katerim smo pravzaprav tudi začeli. Ali naj država sofinancira vračanje visoko kvalificiranih kadrov v regijo? Kajti vsi vemo in govorimo o tem, da regija postaja vse starejša in vse manj populacije. Zdaj, direktno sofinanciranje, to bi lahko bilo sporno, mogoče tudi ustavno sporno, ker pravila morajo veljati za vse. Ne? Zdaj, da bi samo za neko regijo neka posebna pravila uveljavili, bo najbrž težko, govorim zelo nasplošno, ampak obstajajo pa seveda programi, ki so znani, ki na nek način stimulirajo kroženje možganov. Ne beg možganov, ampak kroženje. Naj grejo mladi v neke specializacije, neke specialistične študije in tako naprej v tujino, na razne inštitute, Stanford ali kamorkoli, ampak za božjo voljo naj pridejo potem k nam, ker ja, res je, tukaj v Prekmurju je lepo živeti. Dejan Židan. Ja, mi smo pogledali nekatere najboljše prakse v tujini, recimo Portugalska, ne, kako privabiti kljub vsemu tudi z tem, da se poseže v prispevke in v davke, mlade, da se vrnejo in da delodajalci imajo recimo interes, da jih zaposlijo. In meni je zelo všeč kaskadni sistem, da država prevzame za tiste ključne kadre, ki pač je potrebno določiti, kateri profili so to, prevzame v prvem letu izjemno dosti, tako prispevkov kot davko, recimo dohodnine, in potem kaskadno se to manjša. V tujini se ta sistem že pokazal kot dober. Mi celo osnutek zakona imamo pripravljen, v tem mandatu pač smo lahko naredili, kolikor smo, zato je zelo pomembno, da v naslednjem imamo bistveno več poslancev in ta zakon moramo sprejeti, ker je ena od rešitev, ne edina, ampak ena od pomembnih rešitev, ki jih potrebujemo. Ključni zakon je pravzaprav zakon o dohodnini. Mi danes imamo že tudi dodatno splošno olajšavo za mlade, mislim, da je 1400 evrov. To se mi zdi, da je premalo, bo to treba dvigniti. In zdaj tukaj v tej smeri bi bilo potrebno razmišljati, kaj pa za tiste strokovne kadre, visoko usposobljene, ki so vedno motor razvoja, ki pridejo nazaj, bi lahko preko dohodninske zakonodaje lahko naredili takšno davčno okolje, da bi bilo atraktivno za takšne kadre. In še vaša replika? Ja, tukaj bo potem potrebno seveda skupaj se dogovoriti, kateri profili so to. Zdaj, recimo, jaz osebno odgovor imam, mi nujno moramo narediti vse, da ta biotehnološki boom, ki trenutno se v Sloveniji dogaja, da ga spremljamo naprej, ker krizna točka so nam kadri, enako velja za inženirje. Slovenija je tehnološko še vedno tretja najbolj industrijska država, ampak nikam naprej ne moremo iti, če ne bomo imeli dovolj inženirjev, pa mogoče še kakšen. In potem pa dober primer iz tujine prenesti v Slovenijo, 3-4 leta opazovati učinke in potem pogledati, kako naprej.
Najlepša hvala obema. Jožef Horvat, kandidat na skupni listi NSI, SLS in Fokus, in Dejan Židan, kandidat stranke SD za prihodnji sklic parlamenta. Spoštovani gledalke in gledalci, v današnjem soočenju smo soočili mnenja kandidatov Jožefa Horvata, skupne liste NSI, SLS in Fokus, in kandidata za poslanca stranke SD Dejana Židana.